No, zdaj pa je zares vse pripravljeno za naše druženje. Kot smo že ugotavljali tudi z obema trenerjema, pri Muri danes odsoten Jan Gorenc. Zagotovo bo zanimivo videti, kako bodo črno-beli igrali brez svojega obrambnega stebra. Na drugi strani pa brez večjih težav. Predvsem Daku in Karamarko sta bila najbližje temu, da bi nevarno zaključila. Pucko lahko tudi strelja. Pucko daleč, pa Mulavič na pravem mestu. Karamarka in Balažica. Stopil je takoj tudi više. Na desni strani se je odprla luknja za Kovsa. Kovs v sredino. Nevarna žoga. Priložnost za Muro! Daku, to so te njegove značilne podaje. Bobičanec gre v kazenski prostor. Daku se ponuja, kaj bo storil Bobičanec. Bobičanec do strela, Mulalič na pravem mestu in gol! Odbita žoga je bila na to usodna za domžalsko zasedbo. Na pravem mestu pa je bil Tomi Horvat. Kako zvito je Bobičanec najprej prišel do strela, ko se je Daku tudi ponujal za podajo, ampak Bobičanec je imel samo eno misijo tule v mislih in to je, da sproži proti vratom. Mulalič je njegov poskus še zaustavil odbitka, ki se je odbil do Horvata. Alič proti oddaljenejši vratnici, priložnost, prečka se trese. Igra gre naprej, Ibričić in Šoštarić-Karić. Še enkrat Ibričić. Martinović pa Ibričić na bližnji vratnici, nevarno je, gol! Vendarle prihajajo do izenačenja Domžalčani, Matej Podlogar pa tisti, ki je zadev v izteku 65. minute. Kakšna zmeda zdaj v domači obrambi. Podlogar pa je prišel šele do prvega gola v tej sezoni v prvi ligi Telemach. Sicer nogometaš z ogromno izkušnjami. Poglejmo še enkrat, kako je vse skupaj šlo. Nič nevarnega med tem, ko je šla žoga proti Jakupoviču. Beganović. Gledal takoj v napad, zato je zdaj Daku šel nazaj na svoje mesto. Je pa Beganović našel Horvata. Horvat v sredino, Klepač. Klepač ima priložnost, gol! Klepač potrjuje odlično formo. Kakšna pa je bila zdaj to asistenca Tomeja Horvata. Prava mojstrovina. Odlično odmerjena podaja. Tudi Beganović, ki se je zdelo, da je predolgo časa držal žogo v svoji posesti, je storil pravo potezo, povlekel pravo odločitev. 68. minuta in Mura ekspresno znova do vodstva. Tokrat Mulalič brez možnosti. Kot podaja pred vrata, potem ko je Mura izvedla met iz avta, ampak nič nevarnega. Zadnja četrtina rednega dela srečanja pa že v teku. 71. minuta, priložnost ima Jakupovič, zato kar se je izkazal. Še bodo imeli, kot kaže, priložnosti tudi za protinapade Muraši. Daku. Ni prišla žoga do Horvata, ampak Beganović iz ozadja streli, gol! Kakšen golasov v 93. minuti in vendarle prihaja Mura do tretjega gola. No, tole pa je zdaj fantastično sklepno dejanje te tekme. Tudi v objem trenerju je stekel Amar Beganović, ki je dosegel zadetek. Njegov prvi, potem ko je januarja prestopil v Muro. Navdušil je zdaj vse na Fazaneriji. Fantastičen gol, nemočen je bil Mulalič, kar bomo videli tudi v ponovljenem posnetku. Damir Čantala,
rezultat, ki vas osrečuje, na koncu tudi en krasen Eurogol, sicer pa prva ocena tako izjemna tekma, gor in dol, veliko strelov, za nevtralne navijače fantastično. Kaj pa za vas? Je bilo morda preveč stresno? Sigurno je stresno, glede na pomembnost tekme. Je za nas dosti bolj stresno, tako kot smo pričakovali. Pri Domžalah se je videlo veliko sproščenosti in s tem so dosti bolj igrivi v napadu, ustvarjajo si veliko priložnosti. Glede na pomembnost tekme, mislim, da smo jo odigrali odlično. Zdaj že se ponavlja, mislim, da 5-6 tekem, ko na naših tekmah res pade veliko zadetkov, tako da mislim, da so gledalci res lahko zadovoljni. Pred tekmo smo se pogovarjali, ste dejali, da si želite več konstantnosti v obrambi. Spet so prišle tiste minute tam med 60, 70 v drugem polčasu na začetku, ko ste puščali prostor, potem pa ste odlično reagirali z menjavami. So vas menjave zadovoljile, da ste umirili tisti nalet Domžal? Tako, vsak igralec, ki je prišel v klopi, mislim, da je danes dal svoj maksimum, doprinesel tisto, kar smo v tistem trenutku rabili. Mislim, da tudi to je pomembno prispevalo k zmagi in na koncu zmaga za vse nas, za navijače, ki so se zopet zbrali v ogromnem številu in lahko samo smo hvaležni, da nas vodijo v takem številu in na takšen način. Še samo to, kaj vam je Amar dejal, ko je pritekel k vam v objem ob tistem krasnem golu? Pa nič, Amar je izreden igralec, hvaležen, ima izredno kariero lahko pred sabo, dela korak po koraku naprej, izredno zavzeto in vsi mu iz srca privoščimo. Zaslužil si je ta gol. Hvala in srečno. Dejan Đuranović, težka tekma, Mura je bila pod vašim pritiskom v drugem polčasu, ko ste v napadu bili konkretnejši, imeli priložnosti. Kaj pa je zmanjkalo tam pri morda tudi izidu 1-1, da bi prišli vi do preobrata? Hitro ste prejeli potem tudi drugi zadetek. No, mislim, manjka zadetek. Mislim, da je bila tekma zelo dobra, gledljiva, da smo imeli eni drugi priložnosti, potem se seveda obrnil v eno smer, na našo žalost na Murino stran, ampak prihajali smo priložnosti, manjkal je tisti zaključek, da mogoče obrnemo rezultat v našo smer, nismo izkoristili priložnosti, mogoče dobili tale po 1-1 hiter prepoceni zadetek, ampak nadaljevali in imeli priložnosti, na koncu mogoče tudi odprto iskali ta izenačujoči zadetek, ni nam uspelo, potem je tale nekako pika na i, tale Eurogol Beganovića, tako da čestitke Muri za zmago, ampak na drugi strani tudi našim igralcem so odigrali zelo dobro tekmo, tako da drugega nimam kaj zapreti. Morda se zdaj ozreva v naslednji krog, ki bo za Domžale poseben, zadnja tekma za Senijada Ibričića, tudi mora biti kakšno vabilo za navijače, da jih bo čim več v športnem parku z vaše strani? Ja, sigurno postavlja se Senijad, ki ima za sabo res fenomenalno, lahko rečem, kariero, ki je tudi nas razveselil v zadnjih 5 letih v slovenski ligi. Tako da sigurno bi si zaslužil, da je čim večje število, da mi naredimo nek praznik za njega, to si je on zaslužil. Velik človek, velik igralec, pustil je velik pečat v svoji karieri, kjerkoli je že bil. Tako da meni osebno je bilo veliko zadovoljstvo in čast sodelovati z njim, spremljati ga vsakodnevno, kajti njegov odnos, njegova profesionalnost ga je dejansko pripeljala, da v teh letih kaže to svojo kvaliteto in si zasluži vse počasti tudi na tej zadnji tekmi in jaz mu lahko samo zaželim, da bo tudi naprej ostal v nogometu in da bo enako uspešen, najmanj tako, kot je bil tudi v igralski. Dejan Đuranović, hvala in srečno. Matej Podlogar, dosegli ste zadetek za 1-1, potem hitro prejeli gol za 1-2, ampak vseeno kar nekaj napadov, ko bi lahko tudi potem kasneje izenačili. Kaj je zmanjkalo Domžalam, da bi prišli vsaj do točke? Ja, sigurno zmanjkuje pol gol. Imeli smo neke priložnosti, mi smo prihajali gor. Tako da na koncu je manjko gol. Tudi oni so imeli nekaj šans, tako da mislim, da je res dobra tekma gor-dol v obe smeri. Verjetno smo imeli kakšno napako več in to se na koncu spoznalo na rezultatu. Ja, tekma je bila zelo gledljiva, tudi meni je bilo užitek komentirati ogromno strelov. Ste vi, ko ste dobili priložnost, vedeli, da bo šlo tudi v to smer v finišu ali ste vseeno pričakovali, da bo Mura bolj pragmatična v zadnjih minutah?
Ne, se mi je zdelo, da Mura, vsaj zadnje tekme, kakorkoli smo bili tukaj, je bilo zmerno tako da pri Muri se pričakuje. Imajo zelo nevarne posameznike z streli, tako da pri njih se pričakuje, če ima priložnost za strel, bojo streljali. Matej, hvala in srečno. Hvala.